Pozdravljene, dragi gospe. In cenjeni gospodje, lepo pozdravljene pa predvsem naše mame. Dobrodošli na najboljšem šovu daleč naokoli. In sicer na sesterskem šovu Pokaži svoj talent. Danes nam bodo sesteržani in sesteržanke pokazali svoje skrite talente in to vse od recitiranja, petja, igranja in vse do čaranja. Na naš šov se je prijavilo res talentov, ampak danes bomo videli le tisti boljše. Tisti, ki so prestali najbolj strogo želijo na audiciji. Mislim, da je najbolje, da kar začnemo. Saj je vse stranskega talenta na sesteržah ogromno. No, kaj pa začnimo. Prvi se nam bosta z recitiranjem pesmic, jaz imam pa goslice in kako razne mama predstavili Ela in Ivona iz Turbuš. Ela in Ivona, oder je samo vaj. Jaz imam pa goslice, goslice zveneče, ki pojo mi pesmice, pesmice zlate sreče. Jaz imam pa mamico, mamico ljubečo, zaigra mi pesmico in prinašam srečo. Najprej je sama tema, najprej je velik nič, potlej je majcena deklica in iz nje ljubek deklič. Iz njega mamica zraste, a raste dolgo in mnogo let. Potlej je to kar naenkrat in pridem jaz na svet. Iz mamice zraste mama, pogledaj kar nekega dne, ko še sama ne ve, da ji pada prvi sneg na lase. Ko jaz odrastem, raste mama počasi nazaj, dokler babica ne postane in pride z vnuki v raj. Joj, Filip, kaj se čuti to recitacijo? Ja, veš, kak sta bile dobri. Se popolnoma strinjam. No, sedaj pa gremo na igralske sposobnosti. Kaj? Kaj igralske sposobnosti ti imamo na sesteržah? Kaj mi nimamo. Pa igralskih sposobnosti nimamo malo na sesteržah. No, danes se nam bodo z igro Pesmica za mamo predstavile punce. Žana, Laura Sekej, Laura Križanec, Vanesa, Pija in Eva. Joj, komaj čakam, da vidim pa slišim to. Punce, oder je vaš. No, Žana, že kakšna ideja? Niti ne. Imam samo nekaj rim, pa še tote so za nič. Bolje je že kot nič. Daj povej jih. Ja. Mama jama, hvala pa dala, rože kože, pa rada limonada. To je pa tudi vse, ne? Prav si imela, res so za nič. Zakaj je pisanje ene same pesmi tako težko? Veš kaj, Laura, jaz mislim, da rabimo pomoč. Se strinjam. Daj pokliči drugo Lauro in jo vprašaj, če nama lahko pride pomagati. Ja.
Daj, javi se žena. Zdravo, žona, kako si kaj? Hej, Laura, zate imam eno vprašanje. Ja, povej. Kaj imaš ti tako mogoče malo preveč časa, ne? Kaj vidiš z drugo Lauro, pišemo pesem, pa nama nikakor ne grem. Ja, valjda, ni problema. Samo oblečem se, pa prijem. 2 minutki pa sem tam. Okay, Adijo. Dio. Torej, dobiva ukrepitve? Ja, pride, na srečo. Odlično. Zdravo, Laura je prišla na pomoč. Kaj zdaj? O kakšni pesmi se zdaj to gre? No, učiteljica v šoli nam je predlagala, naj namesto voščilnice napišemo za naše mame pesem. Samo, ker pa nobena od naju dveh ni dobra v tem, ne, pa rabimo pomoč. Ok, zveni kot izziv. In kaj ima to zdaj napisano? Nič. Ok, ni problema. Kaj pa če začnemo z rimami? Ja, tudi to smo poskusili, pa bilo res za nič. Ok, imam drugo idejo. Kaj pa če se vsaka spomni neke lastnosti, dobre lastnosti svoje mame in na to naredimo rimo? Bravo, Laura, odlična ideja. Kaj pa mislite, da naše mame želijo slišati? Samo nekaj lepih besed? Kaj pa, če me preprosto sem naredimo tu en krog po sestržah, pa vsako mamo vprašamo, kaj bi rada slišala od svojega otroka? Meni se zdi dobra ideja. Mislim, zgubiti nimamo kaj. Gremo. Pozdravljena, gospa Jožica. Kako ste kaj? O, dober dan, dobro sem, dobro, pa ti vidim, da grete na sprehod. Drži. Imamo eno vprašanje za vas. Seveda, kar vprašate, kar. Kaj bi vi radi dobili od svojih otrok za materinski dan? Pa dobro vprašanje. Pa nič posebnega. Bolj kot povedali, bi rada, da ko včasih kuham ali pa pospravljam, da bi prišli do mene in me vprašali: Mami, a potrebuješ kaj pomoči? To bi mi veliko pomenilo. Zanimivo. Na to nisem nikoli pomislila. No, hvala za odgovor in nasvidenje. Kam se pa podamo naprej? Kaj pa, če gremo me lepo k moji babici, pa bomo tam, ona ful modra pa ful ima izkušenj, ziher nam bo lahko pomagala. Ok, gremo. O, Žana, kaj pa tebe prineslo naokoli? Živjo, s prijateljicami smo te prišli nekaj vprašati, če imaš kaj časa. Kdo pa je Alenka? Si dobila kakšno pošto? Ne, Žana je prišla na obisk, pa še nekaj njenih prijateljic. Kaj sedite se, dekleta? Boste čaj? Ne, čaja nemo, samo hitro se bomo usedle pa vas nekaj vprašale. No, potem pa na dan z besedo. Kakšno vprašanje imate zame? Zanimalo nas je, kaj si vi za materinski dan želite od vaših otrok. Ja, to pa je dobro vprašanje. Pri mojih letih najraje vidim, da mi prinesejo vsake toliko kakšno rožico. Sama grem težko švetečalno po njo in rože imam zelo rada. Zato mi največ pomeni, če dobim kakšen udar. Potem jo dam v vazo in na jedilno mizo. Kuhinja takoj postane bolj vesela in svetla. Ja, rože vedno polepšajo prostor. No, in kaj si pa vi želite, gospa Eva? Jaz? Nič posebnega. Topel objem in iskrena hvala. Zelo veliko mi pomeni, ko moji otroci opazijo moj trud in mi kdaj pa kdaj reče iskrena hvala. Ali pa me za kakšno stvar, na katero sem tudi sama ponosna, pohvalijo. Objem pa tudi nikoli ne škodi. In kaj bomo zdaj? Vsaka je rekla nekaj drugega. Kaj bomo vse to vključile v eno pesem? Pesem? Ja, za mamo pišemo pesem, pa smo se pač odločili, da bomo navdih poiskali še pri drugih mamah. To je pa kar dober projekt. Tvoji mami bo zagotovo všeč. Že od malega ima rada pesmi. Mislim, da jih je nekaj tudi napisala sama. Ja, samo upam, da ji bo všeč. Seveda ji bo všeč. Vsaka mama je vesela, ko ji otroci za materinski dan pripravijo nekaj iz srca. No, mislim, da moramo iti. Hvala za vaš odgovor. Ampak moramo pohititi, ker bo prej tvoja mama iz službe. Pa še vse moramo sestaviti v pesem. Ja. Hvala, adijo, babi.
Končano. Mislim, da je popolna. Pa res mislite, da je povšeč? Saj si slišala svojo babi. Vse, kar je iz srca, je vredno zlata. Daj, Tona, na hitro jo še enkrat preberi, preden pride tvoja mama. Moja draga mamica, kaj naj ti podarim? Naj poiščem najlepši cvet in ti ga izročim? Kako naj ti pokažem, da rada te imam, k čudovitem cvetu še objem dodam. Da na tvojem licu razleže se nasmeh, da srce ti zaigra, pokaže sreča v tvojih se očeh. To je bilo pa res super. Se popolnoma strinjam. Veš kaj, mislim, da se ona že kar naprej hotela vse spiti. Ja, jaz mislim, da je tudi možno, da bomo katero čez par let videli v kakem slovenskem filmu ali seriji. Ja, nikoli ne veš, mogoče pa res. Ampak sedaj nimamo časa tega razloga. Sedaj moramo iti naprej z našim šovom. Naslednja se nam bosta predstavila bratec Aleksej in njegova sestrica Lea iz Spodnjega kota. In to z pesmicama Predpasnik in Previdnost. Lea in Aleksej, podarjevanje. Dobre peltke imam, sama me držim, dokler ne zlastajo, se ne spustim. Naš očka se včasih mami ustreže, v predpasnik zaveže, posodo umije, če kaj razbije, predpasnik zavije in skrije. Aleksej in Lea sta pa res Jo, res je. Mislim, da sta kar pokazala na moje otroci iz Spodnjega kota tudi kaj talenta. No, iz Spodnjega kota pa gremo k ansamblu iz vseh tega sestrišč, ki se nam bodo danes premierno predstavili z muziko Krava mi je ušla. Kaj jaz rekel? Te že je, če daš od disma. Ej, da ne, nijamo cajta, da bomo videli. Ansambel Kode je vaš. Krava všla, oj ladrija dra, ko mene se je strašila, oj ladrija dri, v gnoj me je zabrisala, oj ladrija dro, na nogo mi. Mi imamo tu šov za materinsko mamo, kaj za nam bi poslali muziko? Kaj še sploh znamo, Kiro? Mamica je kako zarja. Mamica je kakor zarja, zjutraj se smehlja, ko se v posteli že dite sanja.
Pa Pa dobro, no. Mislim, mamice, kako zarja, pa to smo že vsi 100-krat čuli. Daj, malo še pobrskajte repertoar, pa kako drugo. Prosim, no. Če ne pa nekaj tole, prosim, dajte. Kjer znamo? Planike poznate? Ja, mi moramo poznati. Rastejo strmi gori, bile planike pri, za njo vedole orli, rosa umiva jih. Šel bom goru planike nabral, in jih prinesel dolino nazaj. I bile zvizde troje oči, zakazali spomin. Prvo prinesem mami, stare idlane ti, drugo sestrici mladi, jutri se omoži. Šel bom goru planike nabral, in jih prinesel dolino nazaj. Ti bile zvizde troje oči, zakazali spomin. Tretjo prinesem za te, čuvaj mi jo skrbno, naj te spominja na me, če me kdaj več ne bo. Še bom goru planike nabral, in jih prinesel dolino nazaj. Ti bile zvizde troje oči, zakazali spomin. To pa je bilo zdaj red, ja, to pa je bilo red. To je pa res pobožalo naša srce. A se strinje? Dajmo jim še en aplavz. Ja, res je. S tako pesmijo mislim, da se lahko kar kosa z našo narodno zabavno sceno v Sloveniji, ha? Ja. Od glasbe pa nazaj na pesmice. Iz zgornjega kota se nam bosta predstavila brata Bine in Tine. S pesmicama, ki jo je njuna teta sama napisala in so presenečenje za njuna starša. Bine in Tine, udarjevanje. Najna mami prava je gospa, na pohorje po moža je šla. Sta se na kmetijo vselila, da bi kravice redila. Pol pa naju sta dobila in je mami na vse drugo pozabila. Nama kuha in pere, se z nama igra, če pa jo kdaj razjezima, jih poriti dobima. Najna mami je najboljša, vedno stisne naju močno, skupaj zelo nam je lepo. Da pa ne bomo govorili samo o mamicah, bomo pa še povedala eno za Atija. Najin ati gre v štalo, ko jutro še spi, in k nama se vrne, ko noč se bodi. V štali imamo veliko živali, zato ima ati veliko skrbi. Če kdo od nas kaj narobe naredi, se ati hitro iz uskadi. Zna pa si vzeti čas za družino in za spaš. Je mojster ta pravi, mamco rad za rit zgrabi in nama najboljši Lego vlak sestavi.
Pa kaj si ti on? Ne, nisem. Je pa res, da je to res fenomenalno. Sta res pokazala, da imamo na sedežah ogromno velikega talenta. Ki ga bomo še odkrivali. Vendar po oglas. Dober večer, dragi sestržani, drage sestržanke. Danes sem bila povabljena, da vam razkrijem nekaj novih zdravil iz biostila. Tako. Res preverjeno. Naši znanstveniki so se res zelo trudili in slišala sem, da tukaj na Sestržah predvsem vlada stres. Predvsem zlo, no, in tudi raziskave kažejo, da 70 do 80% ljudi pride k zdravniku zaradi stresa. A ne? In potem smo poskusili, kaj bi odkrili nekaj novega za stres. A ne? In smo odkrili relaks. Relaks, ki pomaga. Res, eno tabletko zjutraj in eno tabletko zvečer, in potem je kar boljše. Ni tiste, bi lahko rekli, ko je hitra jeza, hitra se razburi, ampak človek lahko prešteje do 10, se umiri in potem razlaga dalje. Tako da kdorkoli v dvorani, čez večer, prvi znaki so seveda zvečer, če se nekdo bi prvo, ne vem, da ne more zaspati, nikakor ne gre. Ne? In tudi tukaj ste sami kmetovalci in poljedelci in zdaj boste mogli iti hitro na njivo in tako dalje in boste gledali vreme in tako dalje. Stresna situacija. Tako da prosim, vzamite relaks. Tako danes res posebna ponudba. Eno plačaš, 2 dobiš gratis. Jaz mislim, da je to nora ponudba. No. Potem med vami tudi vidim kar nekaj starejših ljudi. Jaz mislim, da zagotovo imate težave v kolenih, v sklepih. Tako da, poglejte, mazilo in naslednje leto zagotovo pridete brez bergel, brez bolečin, kjerkoli v sklepih in tako dalje. Ne? Potem pa pride do zamaščenosti jetera. Ne? Ampak glejte, 1 gram preventive je več kot 1 kilogram kurative. A se ne splača preventivno. Ne? In potem pride seveda holesterol, ne? To ste že vsi slišali. Ne? Mladi, še ga nimate, ampak glejte, preventiva, starši, prosim, kupite. Tu pa je seveda, žal, to je taki zdravilo, liver protector, imenujemo temu, in potem je žal malo dražje, seveda, ne? Ta vrečka je 35 €, ta pa je žal 50, ampak se splača. Eno kupiš, eno dobiš gratis, pa jaz mislim, da res morate, bom še ostala tukaj po tej prireditvi, tako da prosim, lepo pridite in pokličite. Ne, če pa vsak bi rekel pol ure. Pa jaz še nisem predstavljala. Pokličite, na 05 152 544. Takoj vsi se vam bodo javili in prosim, kupite. Veš, kaj bi jaz rekel? Da mene žli nekaj križem zdi. Jaz mislim, da sem mogel naročiti paket 31, če res pomaga. Ja, ne, kaj je to? Jaz rečem, da provat ni gre. Mogoče pa ti bodo res pomagale, tako kot pravi. Veš, kaj bo zdaj pomagalo? Pesmica za dušo 8. marec, ki boste predstavili Maša in Zala iz Turoš. Maša in Zala Oderjevanje.
Malec dančena, voščim tebi, mamica, ložice ti podarim, sreče, zdravja zaželim. Danes ti bo ptička pela, rožica bo zacvetila. Mama rada te ima, zato želim ti lep ta dan. Drage mame naše, spet slavimo danes čare vaše. Vrfi, to je nastopil, je pa res tak lep dan. Jaz sem zdrav, mene nič več ne boli. Res je, jaz sem tudi kar pozabil na težave in probleme doma. Ampak ne, dovolj imajo. Sedaj je čas, da se nam predstavi čarodej Marjan, na katerega čakam cel večer. Čarodej Marjan, oder je samo vaš, ampak prosim, nimam ga začarati, ker ga še nisem. Pozdravljen, sem čarodej Marjan. Sem najboljši čarodej daleč naokoli. In danes vam bom s pomočjo magije pokazal, vam bom pokazal najboljši trik, ki ga še niste videli. Ampak zato potrebujem eno luštno asistentko. Imam kakšno prostovoljko? Ja, ti tam vzadi, pridi na oder, pridi. En aplavz za našo prostovoljko. Kako ti je ime? Klara. Koliko si stara? 18. Iz katerega kota prihajaš? Iz Gornjega kota. Prav. Danes bo moja asistentka Klaro s pomočjo magije poskrbel, da jo bom pričaral in se bo prikazala nekje drugje. Nič ne skrbite, te trike izvajam že zelo dolgo. No, tega izvajam še drugično moram. Prvi je bil uspešen. No, prvi del izgnitju moje žene, drugi pa v vrnitvi pa ni bil tako uspešen. Vidno zdaj. No, se si pa samo kaj me bo teče. No, sedaj pa prosim stopi za zaveso in ste pripravljeni? Čirle, čarle se, hop! Nije. Čirle, čarle, hokus, pokus, bum. Z katerega kota prihajaš? Z Gornjega kota. Koliko si stara? 18. Prav, si super. Čirle, čarle, hokus, pokus, bum! Kako ti ime, da vemo, če si prava? Klara. Z katerega kota prihajaš? Z Gornjega kota. Te pa super. Zdaj pa se mi mudi, če na en Abraham mora biti. Če pa potrebujete kakšno točko ali pa ima žena slab dan, pa me pokličite. Kada to? Kaj si videl ti to, Filip? Jaz sem samo.
Veš kaj zdaj se odločil? Da bom večji, pa imel ljubezenske težave, da sem kar nekaj poklical. In Siner bolj poceni kot terapeut, pa še boljše reče za njo. To je res. Samo mi pa pustima rajši ljubezenske težave. Greva mi dva rajši še k zadnjim recitacijam danes. Prav vaš. Od zadnjih recitacij pesmic se nam bodo predstavile Tara, Taja in Lucija iz Loznega. Samo čakaj malo za eno. Vsem Loznega, pa te njemu, mi bil komali otrok. Ja, prav piše, ja. In imamo malo otroke tam, ja. Imamo eno novo, zelo prijazno družino, ki se je preselila na Sesteža. Pa vnukico Gašta. A ja, te pa tako, ne. No, Tara, Taja in Lucija, oder je vaš. Srečo smo našli. Zdaj vemo, kje sreča tiči. Tecimo, da nam ne ubeži. Tecimo, da nam ne ubeži. Zapojmo veselo, zdaj sreči na glas. Hej, sreča, ljubiča, saj ti si že v nas. Hej, sreča, ljubiča, saj ti si že v nas. Sedaj pa še grande finale. In to je... Še ena premiera. In sicer rock banda Mi štirje, sestavljenega iz 4 samih nadobudnih rockerjev Sestež. To smo Anej Krofič, Jakob Sekej, Jakob Križanec in moja malenkost. Fantje, pridite na oder in pokažite Sestežam, kaj je to rock'n'roll.
Mislim, da nas Stožice že čakajo. Mislim, da za Stožice še rabite malo vaje. Res je. Veš kaj pa je tudi res? Kaj? To, da smo danes ugotovili, da imamo na Sestržah ogromno različnega talenta. Ja, in da tega ne bi bilo brez vas, draga mama. V imenu vseh članov društva se vam želimo zahvaliti. Hvala vam, da ste nam pomagali pri iskanju naših talentov. Hvala vam za vseh 25 ur na dan, ki ste jih zapravili za nas, ko smo bili še mlajši. Hvala vam za vso pomoč, ki se nam je nudile, ko smo nabili pomoč pri učenju. Hvala vam, da ste prišli po nas ob 4 zjutraj na zabavo, ko smo bili še najstniki. Hvala vam, da boste skuhali pokrevi juho in bomo lahko z našimi otroci prišli na nedeljsko kosilo. Hvala vam, da ste. A ja, če še se pa kera mama v dvorani ni česa tega doživela, ne, še pa bo. Hvala, da ste prišli na prireditev ob materinskem dnevu. In se vidimo spet drugo leto. Šov sva vodila Urban in Filip. Lahko noč.